Zadnjič mi je prijateljica jamrala, da ima kalcinacijo rame in da to boli kot hudič, da je skoraj umrla. In jaz seveda nisem vedela, kaj to sploh pomeni. Sem rekla, gremo smo raziskovati, ne. Ja, in kalcinacija pomeni, da gre za vnetje in nabiranje kalcija v mišicah, ter da se za tovrstne Kristusove muke, ne, ker je to res noro boli, torej da reševati tudi z naturopatijo. No, v ta namen sem v goste povabila naturopata in energoterapeuta Matijasa Slivnika, torej iz Pranaturas, ki bo zadevo zdaj meni to razložil. Matijas, lepo pozdravljen. Lep pozdrav. Torej za začetek, jaz kogarkoli poznam, ne, tudi recimo pri nas, torej v naši ekipi, vsak nekaj jamra. Enega boli križ, enega glava, en ima težave s prebavo. Se mi zdi, da pravzaprav 90% ljudi danes ima neke težave, ne? Iz kje izhaja to? Ja, tako je, težave, kakorkoli v osnovi, res tista osnova je to, da si težave v večini primerov sami pridelamo, ne? Se pravi z načinom življenja. Tako da kakorkoli in kalcinacije, in vnetja, in mišični krči, vse te zadeve pač izhajajo iz tega nezdravega načina, se pravi nezdravega sloga, ne. Ampak to se v bistvu dogaja v naših telesih, se pravi z našim, kako bi rekel, procesiranjem, se pravi kako mi živimo, kako se mi odzivamo na različne situacije, ne, se pravi tudi čustveni vidik igra močno vlogo pri temu, ne. Tako da takrat, ko nastane neka blokada v telesu, takrat telo pove, ne. Samo mi ga v osnovi na začetku ne slišimo toliko, ne, se ne posvečamo. A ga pa celo ignoriramo. Tako, ja, ga ignoriramo in potem se nabira, ne, se pravi, ko dobimo nek mali klik, ne, ga takrat res ignoriramo, ne. Potem, ko pride malo večja težava, takrat šele v bistvu mi začnemo odreagirati pol, ne, da nas nekaj boli. Že skoraj da prepozno ponavadi, ne. Tako, že skoraj prepozno, ne, da se vseeno, ne, da se rešiti zadeve, ampak skoraj lahko, ne, rečemo, težja pot je potem nazaj, no, tak. Naturopatija. Pojma nimam, kaj je to, tako da Matijas, daj mi razloži tako laično, kaj to je in kaj se pravzaprav ti delaš, kako to izgleda? Ja, naturopatija v bistvu je zelo široko področje drugače, ne. V bistvu naturopati iščemo zdravje oziroma krepimo tiste močne točke v telesu, pregledujemo v bistvu tudi, kje so šibkosti, ne, na podlagi tega potem lahko tudi krepimo zadeve, ne. Je pa tako, da naturopatija res je široko področje, kot sem že omenil, in v bistvu zajema več različnih terapevtskih metod, ne. Zdaj sam se posvečam večinoma manualni terapiji, se pravi delo z rokami, katerim najbolj zaupam, ne, ker lahko se zatipa stvari konkretno tudi. Tako da drugače druge naturopatske tehnike so pa tudi še potem Bachova cvetna terapija, poznamo, ne, se pravi za uravnavanje čustev, potem ventuzna terapija, ventuz je dosti uporabljeno tudi v naturopatiji, tako da glede na posameznika potem zberemo, kaj bi bilo v bistvu najbolj optimalno, ne. Zdaj pri svoji obravnavi, se pravi, ko jaz tretiram nekoga, vedno uporabljam prvo manualno terapijo, se pravi z manualnimi pristopi, ne, ker tisto v bistvu res najbolj začutim. Pa so to v bistvu ljudje, ki pridejo k tebi že s problemi, ali prihajajo tudi filmci, Matijas, da vidim, če mi je kaj, a lahko v bistvu najdeš recimo kakšno neravnovesje v telesu? Ja, da se najde v bistvu zatipati, tako kot sem rekel, prek rok. Na kakšen način? A ti to tako energetsko čutiš ali pač? Večinoma, bom rekel, izhajam iz fizičnih pritiskov, se pravi, delujem, se pravi, na mišično-skeletnem sistemu, se pravi, s fizičnimi pritiski v bistvu zaznavam kalcinacije, kjerkoli so prisotne kalcinacije, kjerkoli so prisotna različna vnetja in pa mišični krči, ne, kateri potem tudi spodbudijo naprej lahko napačno delovanje v bistvu telesa, organizma in posledično se iz tega lahko tudi razvijajo različne bolezni. Čez čas, ne. Ja. Kako si pa ti sam prišel recimo do naturopatije? Zdaj, kakor vem, ti si bil v rosnih letih zelo nadarjen glasbenik, ne? Ja, moja pot v bistvu se je začela z glasbo. Ja, tako je bilo, z glasbo, z bobnanjem, potem s petjem, z vsemi, v bistvu imeli smo družinsko glasbeno zasedbo, ko sem bil še mali in potem sem to spremljal, dejansko me je pot peljala, potem pa tu lahko potegnem tudi v bistvu neko povezavo v smislu vibracije, se pravi neko, ko v bistvu je vse življenje povezano z vibracijo, kako vse vibrira, ljudje vibrirajo, živali, rastline. In potem je to popeljalo, no, s tem sem začel združevati tudi druge metode, ne, tudi v družini se je moja mama v bistvu ukvarjala s temi energijskimi metodami, sicer bolj v smislu samopomoči in pa v bistvu za družino, ne, tako širše, potem je pa to meni začelo raziskovati stvari, ne, meni v bistvu se je potem odpirala določena zadeva in začel sem raziskovati in tako se je začelo pol, ne, študij naturopatije, usposabljanje za maserja, terapeuta, naravno zdravljenje, potem pa še šola energijske medicine. Kaj pa potem tudi naprej peljala tudi v bistvu iz mojih zadev, ki sem jih imel, oziroma težav, ki sem jih potem izzivov, bom rekel, ne,
ki se je potem začelo odvijati naprej. Zdaj, omenil si kar nekaj šol, ne? Jaz sem mislila, pa šel narediš kakšen tečaj, ne? Pa si zdaj ti naturopat. Nič temu čistko, poleg tega v bistvu je to ena vrste vseživljenjska šola, ne? Tako, naturopatija je vseživljenjska šola, kakorkoli, pa ne samo naturopatija, smo rekel, vsak gre na neko pot, ko se odloči, to mislim, da neguje celo življenje, zato ker učimo se vsak dan, ne? Življenje je učenje in ni konca, kakorkoli, ne? Je pa naturopatija študij dejansko, ja. Ni to en tečaj, ampak to zajema celoten sklop v bistvu, ne. Tako da ja. Si pridan, glavno bil. Ja. Ej, Matijas, kako gre pa v bistvu naturopatija z roko v roki gre ali ne recimo z uradno medicino? Kako je s tem? Ja, definitivno. Gre z roko v roki. Zdaj tako v tujini je to malo drugače obravnavano kot v Sloveniji, ne, kar vemo že, kako je situacija tukaj. Ampak se pa razvija in tudi sam še tudi sodelujem z zdravniki, imel sem tudi že na obravnavah zdravnike, tako da se v bistvu nadgrajuje ta zadeva, no, kakorkoli. Gre z roko v roki, zato ker z naturopatijo, z različnimi temi metodami, ki spadajo v komplementarno in alternativno medicino, se da ogromno narediti, no. Sam pač vem, sem sam potreboval zadeve, sam izhajam, sam delam s tem in se da lahko potrdim, no. Pa lahko v bistvu, ko govorimo o boleznih, ne, zdaj pri naturopatiji je tako, da v bistvu se ti osredotočaš na neko specifično težavo ali gre v bistvu za celotno, torej za celotno telo. Kako je s tem? V bistvu, kakšen je vaš pristop? Ja, v bistvu naš pristop kot naturopat vedno gledamo celostno telo, ne. V bistvu od pet do glave, ne. Tako je, pravi, vsak človek pride z neko težavo, z neko zadevo, z neko tegobo in prva zadeva, kar je tisti prvi stik, se pravi odnos, kako se ti pogovoriš z nekom, ne? V bistvu, da mu predstaviš mogoče malo stvari in potem nadalje vidiš oziroma narediš nek plan za terapije potem naprej, tako da na ta način. Poskuša se iti celostno obravnavati človeka, ne? Čeprav vemo, da danes nič ni 100%, ne? Tudi pa živimo na planetu Zemlja, kjer ni popolnosti, bi rekli, ne. Vse obstaja pa po nekih določenih zakonih, ne. Narava pač deluje po naravnih zakonih in če jih kršimo, potem dobimo preko slepo glavi lahko, ne. Ja, res je. Pa imaš mogoče, ne vem, torej v tvoji praksi na splošno, ne, obstajajo mogoče načini preventive? Ja, sigurno, načini preventive, to je v bistvu spet delo na sebi, ne. Ko spoznavamo, se pravi, stvari nam pridejo v življenje, se pravi, različni izzivi, različne situacije, tako da preventiva kakorkoli iz dneva v dan mora biti na vsakem človeku, ali ne vem, od mladih, se pravi, dobro je to, da smo že ne kot mladi, se pravi kot otroci, že otroke spodbuja k temu, da delajo v bistvu, kar se da tudi na sebi, ne, čeprav oni malo drugače to razumejo, ne, ker so še otroci, ampak ko začneš, ne, tako ko začneš, tista je podlaga, tista v bistvu je temelj in potem je vse tudi boljše za naprej, ne. Ok, zdaj bova pa v bistvu zelo slikovito se lotila problema, recimo kalcinacija, ne, ki so prej v njej začela, da bo tudi moja prijateljica malo vedela, kaj in kako. Kako v bistvu poteka torej terapija recimo pri kalcinaciji? Kakšen je postopek? Zdaj postopek, prej sem omenil, v bistvu moje delo je delo z rokami, v bistvu, ne, različni mehanski, fizični pritiski, sploh na začetku, ki se v bistvu zatipa kalcinacijo. Kalcinacija je v bistvu nabran kalcij, telo si ga sposodi v bistvu iz kosti, ne. Kadarkoli so v telesu, se pravi, prisotne določene kisline, določene nabiranja, se pravi, ko imamo mi, primer bom dal, ko imamo mi neko kislinsko zastajanje v telesu, se pravi na sklepih ali pa ne vem, kjerkoli pač se nabere, spet tudi zaradi nezdrave prehrane, ne, ker prehrana je spet osnova, ne. Potem si v bistvu telo sposodi kalcij iz kosti zato, da nevtralizira te kisline, ne. In ko v bistvu nevtralizira te kisline, je to spet obrambni mehanizem telesa, da to naredi, ne. In potem ti kalcij lahko tam tudi potem ostane, ne. V bistvu telo naredi dobro takrat, ampak če potem ni obravnave naprej, se pravi, da bi ta kalcij mora tudi nekam potem iti nazaj, ne. Ali ga telo izloči, ali pa pač gre tudi nazaj, kjer je bil, ne. Od tod recimo, bom rekel, izhaja lahko tudi osteoporoza, ne. Tako da v bistvu večinoma to delamo v bistvu v moji praksi z manualno terapijo oziroma z manualnimi pristopi, no, ker se to da začutiti v bistvu, je kot kost v bistvu rata, ne. Ko se nabira, je to trdo kot kost. Pa koliko recimo v neki terapiji, koliko rabi človek, da lahko rečeš, da ga porihtaš, no? Ja, zdaj CCA bom rekel nekje 5 terapij. Ja, to je neka osnova v bistvu, da se telo v bistvu sploh spravi do neke faze,
do neke faze, da se začne ponovno vzpostavljati ta samozdravljenje telesa, ne, ker samo v bistvu telo se v osnovi že samo zdravi, tako ali pa drugače, ne. In ko ne prejema pravilnih informacij, potem je to težje, ne. Mi v bistvu samo spodbudimo, mi ne zdravimo v smislu, ne. Mi ne zdravimo, ker telo naredi samo. Mi samo spodbudimo te samozdravitvene moči telesa in potem telo naredi samo vse, kar mora. Eno tako nenavadno vprašanje, ne? Bojda ti lahko tudi po zenici marsikaj opaziš. Kaj? Ja, kako? Po zenici. Scary. Ja. Kaj pa točno? Ja, zato, da bi lahko jaz tebi v bistvu pogledal oko, bi potreboval vsaj 10-kratno povečavo. Drugače pa se razbere iz zenice, šarenice in beločnice. Se pravi, celotno oko je v bistvu odsev, kaj se dogaja. V bistvu je kot nek monitor telesa, kaj se dogaja. Kaj točno recimo lahko opaziš? Kaj točno lahko opazim? Ja, v bistvu različne genetske predispozicije. To je genetska predispozicija. To je v bistvu, k čemu je človek nagnjen, recimo. Ne? V bistvu oko nam ne pokaže neke zdaj akutne bolezni, oziroma zdaj bolezni, kaj imamo zdaj, ne vem, karkoli, ne, zdaj imam pljučnico, pa to ne pokaže oko, ne. Pokaže pa lahko šibkost pljuč. Se pravi, če mi poznamo neko šibkost, potem se lahko tudi odzovemo temu primerno, ne, potem naprej. Tako da v bistvu krepimo naš organizem, predvsem pa na tej točki bi mogel poudariti, da krepimo naš imunski sistem, ne. Ker imunski sistem je ključ. Ja, res je, o tem nenehno govorimo tudi v naši oddaji, ne. Poleg tega, Matijas, veš, kaj me še zanima, ne. V svoji praksi v bistvu katera je tista težava ali pa so tiste težave, ki so najpogostejše, recimo, pa potem ljudje pridejo k tebi? V svoji praksi, kaj delam, zdaj v bistvu najpogostejše težave v moji praksi je prav to, ne, s kalcinacijami se ljudje ogromno srečujejo, ne, kakorkoli, spet zaradi napačnega načina življenja, se pravi prehrana ogromno. Prehrana je torej glavni vzrok pri kalcinaciji? Tako, prehrana in pa nepravilna drža, se pravi telesa, ne, se pravi, ker telo mora vedno kompenzirati, potem določati neke, ko bi rekel, soskladja, se pravi, da je telo v čim primernejšem položaju, sedeči položaj, ampak hrana pa res ogromno, zato ker so ta kislinska nabiranja v bistvu v mehkih tkivih, ki se pač potem nabirajo. Tako da v bistvu kalcinacija in to potem privede do različnih težav, se pravi do bolečin v hrbtenici, do bolečinah v sklepih in to je to, no. A si lahko bolj specifičen, ko govoriva o nezdravi prehrani? Kaj točno je pri tebi no-go? No-go je, se pravi, mlečni izdelki in pa hrana, ki ima res ogromno količino beljakovin, ne. Zdaj, ogromna količina beljakovin in beljakovine so sicer zelo primerne. Kaj pa ta LCHF, ki ga zdaj vsi to hvalijo, ne? Low carb, high fat, pa tako naprej, pa beljakovin je veliko. Kaj praviš na to? Zdaj, tako bom rekel, vsako telo ima svoje zahteve, no. Nismo vsi, ko bi rekel, nismo vsi enaki, smo si pa vseeno podobni, a ne. Zdaj pri beljakovinah bom izpostavil to, no, vsi ti toksični metaboliti, se pravi tisti presnovki, ki nastajajo med presnovo beljakovin, so v bistvu najbolj strupljene snovi, ki nastajajo, ne. In če jih telo ne more potem dobro predelati, tisto spet ostaje v telesih, ne. In ko tisto zastaja v telesih, pa smo spet tam potem, ne. Se pravi, kalcij pride iz kosti v tkiva, v tiste predele, kjer je pač neko kislinsko zastajanje, kjer pridejo te toksični metaboliti, ki se ne morejo presnoviti in potem se tam nalaga kalcij, zato da neutralizira te zadeve, ne. Hvala za tole pojasnilo, evo. Zdaj v naturopatiji smo torej neke osnovne stvari izvedeli, zdaj gremo pa še na tole kako se reče? Energoterapeut. Kaj je to? Kaj je to, ne? Ja, zdaj, kaj je to, ne? V bistvu danes obstaja ogromno različnih pristopov, pogledov, bioterapije, energoterapije, različnih spiritualnih zadev. Jaz, ko sem spremljal malo stvari tekom življenja, tekom samospoznavanja, pa spoznavanja drugih metod, pa to, sem opazil, da vse izhaja v bistvu iz iste snovi, iz istega v bistvu, ne, ali je to terapija, bioterapija, ali to energoterapija, ali to reiki. Je pa tako, no, energoterapija, v bistvu to je bilo šolanje v šoli v bistvu zdravnice in energoterapeutke dr. Suzane Landry-Pett, ki v bistvu začneš v bistvu to šolenje, da spoznavaš sebe prvo, se pravi sebe zdraviš čim bolj, ne, v bistvu greš naprej, spoznavaš in ko ti celiš svoje rane, se pravi karkoli se ti dogaja, ker se to vsem dogaja, potem lažje pomagaš drugim, ne, se pravi pomagaj si prvo sam in potem boš lahko tudi drugim lažje pomagal, brez da bi izgubil tudi sam preveč energije za to potem. Ja, v bistvu se na nek način zna zaščititi, ne, ko delaš strankam. Ok, pol v bistvu bi lahko rekli, da so čustva velik doprinos temu, a je naše telo pravzaprav v skladju ali pa ne? Ja, zelo velik. No, bom rekel,
95% no, bom rekel, da so čustva vplivajo na to. Ne? Se pravi, tisto, kar smo mi bili, ko smo bili mali, kar smo doživljali, se pravi, od malih nog do potem pubertete in potem naprej. Ne? Tako da, ja, delo na sebi vsakodnevno, kakorkoli, čustva pa naredijo tudi svoje. Ja. In kako pa v bistvu ti pomagaš? Kaj pride recimo depresivna oseba k tebi ali kaj, kako je to? Kako se lotaš tega v bistvu obravnave, no? A ti to spet začutiš, da se nekaj, kje je narobe, kaj je narobe? Kako poteka ta terapija? Res me zanima. Ja, z delom v bistvu res lahko poudarim, da dosti bolj hitreje začutiš ene zadeve kot na začetku sem, recimo. Ne? Zato, ker delaš v tisto, kar v bistvu vlagaš, v tisto, kar imaš fokus, tisto se ti razvija. Je pa tako, da še vedno pri ljudeh pogledam oko. Ne? Se pravi, odkar sem v bistvu, ko sem doštudiral naturopatijo, vedno sem začel se fokusirati v to, da človeka pregledaš, kaj se mu dogaja, kakšne ima genetske predispozicije in potem na podlagi tega lahko naprej nadaljuješ obravnavo samo. Ne? Pa v bistvu naturopatija pa energoterapija gresta v bistvu tudi sta povezani, to skupaj izvajaš, mogoče ne vede, ali kako je to? Kako je s tem? Ja, te zadeve se prevajajo tudi samim delom, recimo. Ko jaz delam z rokami, se tudi zadeve lahko sprožijo. To je odvisno potem tudi od samega obravnavanca oziroma klienta, ki pride, koliko je odprt za te stvari, koliko je pretočen, tako da odvisno od dneva, ne, se pravi, ker to se spreminjajo te stvari, ne. Tako da to gre lahko eno z drugim, ampak v osnovi pa tako delam tudi posamično te zadeve, se pravi, ločim stvari, enkrat delam to, potem pa mogoče glede na potrebe posameznika, ki pride, ne, z neko tegobo, potem tudi lahko naredim to energoterapijo. In še vprašanje, seveda brez katerega v naši oddaji ne moremo, stranski učinki, so kakšne kontraindikacije? Ja, pri stranskih učinkih je tako, no, v bistvu stranski učinki se pojavljajo, ampak je res primerno vedeti to, da niso nikakor škodljivi. Se pravi, stranski učinki se pojavljajo lahko v obliki utrujenosti, lahko se pojavljajo v obliki bolečih mišic, se pravi, nekaj dni to lahko traja, lahko boli v bistvu na dotik, lahko boli brez dotika, ne. Tako da se pojavljajo, ampak niso škodljivi, ker to je organizem, v bistvu je ustroj, ker pač ima svoje zakone spet, ne. Mi smo del narave in ko pač mi podajamo informacije oziroma ko mi tretiramo to, ko dajemo nove informacije telesu, to potem telo tudi prevaja in potrebuje potem svoj čas. To se kaj v bistvu regenerira in ščisti na nek način, verjetno, ne? Tako. Ok, kaj pa je hidroterapija? Hidroterapija, to je v bistvu terapija z vodo, v bistvu to je knajpanje, Sebastian Knajp je bil tak, je v bistvu izumil tole, zdravnik. In hidroterapija v bistvu si lahko dosti pomagamo tudi doma sami, se pravi, za samo pomoč, to vedno tudi sam svetujem ljudem, ki pridejo k meni, naj se knajpajo, naj si izvajajo terapijo z vodo, se pravi, kako deluje zdaj ta zadeva, to je v bistvu toplo-hladno, se pravi princip, ko se mišica potem oziroma žile krčijo in raztezajo, ne. Na podlagi tega, ko se krčijo in raztezajo, se potem spodbuja tudi limfa. Limfa je še zelo zapostavljen sistem, predvsem tukaj še v naši deželi, še vedno premalo izpostavljen in bi bilo primerno tudi na tem ogromno delati. Ker ko se v bistvu žile krčijo in širijo, s tem spodbujajo limfo, limfa je pa naša kanalizacija. Pa kdo v bistvu zdaj točno bi se mogel postopati v bistvu doma te hidroterapije? Kdorkoli. Kakšne probleme moraš imeti, oziroma je to bolj tudi preventivno lahko? Preventivno. Ja, vsak v bistvu, ko pride z določeno težavo, jaz bom rekel, ni človeka, ki bi mu rekel ne izvajati hidroterapije. Obstaja ena omejitev, bom rekel, ko ima človek poškodovane recimo žilne stene, se pravi, ne, da ima poškodovane žilne stene, potem ni, tisto postane lahko tudi rigidno potem, ne, se pravi togo. In takrat ni primerno izvajati prevelikih temperaturnih razlik. To je, se pravi, preveč mrzlo in potem preveč toplo, ne? Zato ker v bistvu tisto lahko potem že lahko poči, no? Če je prevelik pritisk. Ne? Pri kalcinacijah recimo? Pri kalcinacijah pomaga definitivno, ja. To pomaga. To je v bistvu kot samo pomoč doma, da človek te zadeve potem še naprej spodbuja in daje telesu informacije, da telo čim bolj to potem zazna, poleg terapij, ki jih potem izvajamo skupaj. Ok, zdaj Matijas, da odgovorim seveda moji prijateljici za sam konec, ne. Torej, ko gre za kalcinacijo, prva stvar je, da pride torej k tebi na manualno terapijo, poleg tega mora biti pa pozorna na kaj še? Ja, hrana, ne, verjetno? Ja, definitivno. Pozornost na hrano, se pravi, to je zelo pomembno. Adijo mlečni izdelki? Adijo mlečni izdelki, kakorkoli, ne. Čeprav je v bistvu mleko, bom rekel, kalcij, pa to, ne, ampak ja, se to mi je zdaj zanimivo, aha. Ja, zdaj pri mleku je tako, no, v bistvu samo mleko ima malo drugačno molekulsko oziroma kemično strukturo, kot ima v bistvu, bom dal primer, materino mleko, ne, kot dojenčki pač, ne. In se v bistvu s tem
nalagajo različne kisline in je v bistvu čist druga molekulska formula in potem preveč beljakovin. Ne, v bistvu. Tako, za teličke. Ja. Vsako živo bitje ima pač, ne, že v bistvu narava poskrbela za to, da je pač tako kot je, no, kakorkoli. To sva rekla, potem pa tudi knajpanje, torej je več kot priporočljivo. Tako. Ja. Ja, super, Matijas, hvala seveda, da si odgovoril na vsa ta vprašanja in upam, da se še kaj vidimo, ne? Ja. Pa da mi pogledaš v oči, to me zdaj res zanima. Profet Vacmatra, hvala ti za obisk. Ja, hvala tudi vam. Ja, nič, dragi gledalke in vsi gledalci, izvedeli ste ogromno informacij in čas je seveda, da tudi vi poskrbite torej za svoje zdravje in predvsem dajte si te učke pogledati. To se mi zdi res ena taka zanimiva pogruntavščina.